Živijo, jaz sem Boštjan Ahbar in to je podcast podrobnosti, epizoda številka 101. Zdaj smo nazaj, kaj se dogaja? Ni 101 zdaj. Ne, mora biti 1:01 in zdaj smo točno na polovici do žetovega šihta. Lefa, okay, lefa. Pižamc pa že, kje sta? Ja, kle. Tlele, nazdravljava. Čemu? Ja, Vesele, Kokoškov, trener. Ja, ok, to je pa res big deal bil, ja, to smo zdaj zvedali. Ja. Phoenix Suns, to je to. Pa njegov pomočnik v reprezentanci, Jakar Lakovič, je postal head coach Bilbao. Da... A res, to nisem kjer, res, lepa. Ja. Okay. Vse v enem tednu. Ja. Že kje si pa ti trener postal? Ja, nisem. Ne bom nikoli trener, ker sem videl, kako to zgleda od blizu. Tako da ni panike. Ja. Beno gre na Final Four. Ja, Beno gre na Final Four, to se mi zdi kar big deal. Zdaj se skvičijo sem, kako je to dobro. Ja, ne vem, a se folk sploh zaveda v Sloveniji, kako je to kul. To je ja. Okay, pust reprezentanca, pa Beno pa vse skupaj. Pa človek je prišel po 14 letih NBA nazaj v Evropo, šel je v Žalgiris, ki ne velja ki je seveda super klub, ampak ne velja za velikana evropske košarke in gre na Final Four. Mislim, vrhunsko, no. Mislim, on se ni pridružil, Beno se ni pridružil, ne vem, Realu, pa gre zdaj na Final Four. Ja, exactly, Žalgiris ni lih, ne. In tako se mi ni bilo dano, ja, kao da zdaj grem pa sem, zdaj bom pa na koncu pa Final Four, to je ziha. Ja, ne, niti približno ne. Tako da super. To je bila ta mini basket in vmesek. Vmesek, sicer pa, ker so tole podrobnosti in ne nek drug podcast te mreže, lahko mirno priznam, da si trenutno češem brado z novnim glavnikom neke umazano okr barve, na katerem je edina beseda, ki piše gor Germany. Kaj hvala za to. Oh, God. Mislim, da sem dal kakšne 2 evra za njega, Ja. ki je nekoč. In je zelo dober. Unih stvari tam, pač, ko se nalakirane lase, pol češeš, pa to se ne da več ven spraviti, ampak opravi svojo funkcijo. Sam to bom rekel, že opravi svojo. No, ne bom komentiral tega. Povej, admin. Drage poslušalke in poslušalci, podcast podrobnosti in vse druge podcaste mreže Aparatus lahko najdete na aparatus.si. Z nami pa se lahko pogovarjate bodisi na Twitterih, kjer smo Apparatus, _si in še vedno tudi podrobnosti _si. Na Facebooku pa smo aparatus.si oziroma Aparatus legitimna FB skupina. In ko smo ravno pri družabnih omrežjih, preden še seveda tole, podpri.si. Najlepša hvala. Ne moram verjeti, enkrat ne bomo tega speljali. Ampak v glavnem, ko smo ravno pri družabnih omrežjih, na Twitterju se je pred časom razbesnela divja debata, v kateri sta sodelovala predvsem Anže in Boki, no, potem pa seveda pride Eva, pa Gašper, pa Miha, ki so dodali besede in sicer anketa je bila, ne, zdaj, ali ne bi Boki, ne, ali je njegov vzdevek Gastarbajter, Ja. ne, ali moja malenkost, oziroma hot stuff, ne, je Eva tudi spomnila, da je bilo, ampak tega smo pač, predvsem zato, ker tudi ni v lepi knjižni slovenščini, ne, tako kot recimo Gastarbajter. Tako da, in potem je bila anketa, ali ne bo vzdevek Boki Nahbar, ko snemamo podrobnosti moja malenkost, ker se tako vedno podpiše kot vidne, da smo snemali in 79% od 75 glasov, prav sem lepo, Ja. ne, to je več glasov, kot so jih dobili 3 prejemniki žarometov letos v 3 kategorijah, ampak ja, 79% je reklo ja, Ja. 21% pa da. Tako da, moja malenkost, kako si? To se sliši zelo narobe. To se res Zelo narobe. Pako. Ja, to je to dobro. To pa nisem pomislil, da Ja, to to nisi razmislil do konca, da je šale. ampak ja. Ne. Mislim, če že bi moglo biti tvoja malenkost. Kaj se je? Title of your sex tape. Ej, Boki, kaj bo pa danes počel, da te rešam? Ej, bom dobro naštudiral, kjer anketo jaz fliknem na internet, zdaj, da zavaja oba, da vidim. Ja, reda. Jutro je govorila. Vidno ta podcast vedno bolj postaja, dajmo se Anže pa pižama z gengat skup, pa gremo na Bokija. Okay, Ja, lej, spravljamo se na golobratce. To je res, dejstvo. Sem vam brado zdaj. No, ok, imaš neki brate. A si se tudi poplajal, kot ko čupa prejšnje leto?
Ne še, pa klej, pusti se presenetiti. Ja, exactly. Hot stuff. Ne, pa hot stuff sem bil zaradi majice, po mojem. Kaj je bila fora, niti ne vem. Ja, The complete to package, majico the zrihtal. package. V glavnem, v prejšnji epizodi 101, oziroma 100, prejšnja je bila jubilejna, Weird zadeve, itak, tako da dajte to počekirati. Danes pa Nataša Briški in sicer potovanje na severni pol. Jaz mislim, da je nas čaka en tak pogovor, ki bo zelo zanimiv. Mislim, ne pogovarjaš se vedno s človekom, ki je ne samo šel bil na severnem polu, ampak je šel ekspedicijsko tja, a ne naže. Ja. Predvsem zanika, da je tam videl luknjo noter potem v votlo zemljo. Tako da to je to. Jaz bom pa, če slučajno danes pozabim reči srečno pa ne za večno, na koncu bom zdaj rekel srečno pa ne za večno. Kaj mi je všeč pri tebi, Boki, ker zmeraj na vse misliš? A ne da. Ja. Lahko še jaz dam predikcijo? Dej. Jaz predvidevam, da se bomo dost vračali na neke weird zadeve, ki smo jih omenili v prejšnjih oddajah. Ne vem zakaj, ampak imam občutek, da se nam bo to zgodilo. Ja. Anže, videl sem v dlakah na glavniku. Jaz dam lahko eno predikcijo. Okay. Ta podcast se bo kmalu začel. Ok, Anže, štarti zadevo. Nataša, živijo po dolgem času spet nazaj v podcast podrobnosti. Pred časom smo ti lahko rekli novinarka ali pa ne vem, svetovalka na področju odnosov z mediji. Smo ti lahko rekli. Ja, zdaj nimaš več tega. Zdaj to ne. Ja. Samo gledaj na severni pol, da si dobila ponovno klic od podrobnosti. Ja. Se pravi, članica mednarodne ženske odprave The Women's Euro-Arabian North Pole Expedition 2018. To je, moram reči, da si me presenetila s tem. To že od začetka, kar sem spremljala, tvoje priprave in to pohod. Kaj presenetila, da sem do konca prišla. Ja, da si se vrnila nazaj tudi. Ja, ja se je bilo res kar lušna avantura. No, se pravi, ne vem sploh, kje začeti, mogoče na začetku. In ti začetek, kaj to je, to pa ti najbolj veš. In bi te prosil, da mi poveš, od kje si ti prišla od tega, da intervjuješ George Busha, da potem greš na severni pol leta 2018. Kje je bil ta preskok in zakaj? In seveda, da smemo pozabiti, da vmes vehementno izrečeš dejstvo, ki ti ga zdaj naprej mečajo vsi člani spletnega komentarjata. Donald Trump nima možnosti za zmago. Kako si drzneš karkoli komentirati? Yes. Ja, to pa redno dobivam. To pa redni obroki, ja. Kje si začel? Alej, 2 leti, kakšne 2 leti nazaj, dobre 2 leti nazaj, na Twitterju, kje pa drugje, tam, kjer se vse začenja. Marin Medak je v enem trenutku forwardal ali pa me tagal v en tweet, ki ga je poslal Alistair Humphreys, ki je en britanski Marin Medak. in tam je bilo, da ena Felicity Aston, jaz se do takrat nisem poznala, britanska raziskovalka polarna, da pripravlja ekspedicijo in išče dekleta, ki bi jih peljala na severni pol. In to je bilo to. Bil je ta objava in jaz mislim, da sem enkrat decembra 2016 kaj takšnega prebrala, ali pa ne, 2015, ja. In pol sem malo tuhtala, mislim tako, ali bi, ali ne bi, ali kaj, pa sem si pa dala v telefon, tam marc je bil deadline, ne vem, 20. marc, jaz sem si 15. marc dala deadline noter, da me še enkrat spomni, če bi mogoče že se prijavila, No in pol se jaz to marca me to spomni in grem še enkrat na aplikacijo, pa ni bila prav strašno zahtevna, pač podatki, kdo si, kaj delaš, s čim bi koristila ekspediciji, zakaj se prijavljaš in podobno, in sem to oddala, No in 2 meseca kasneje dobim klic, da sem zbrana v ožji izbor
in scheduled Skype call. In kaj jih je prepričalo, poleg tega, da so mi nadoš prinesla sabo par litrov močeradovca? Nehi, to sem pripeljala na prve priprave in pripeljem ven tisto kostevsko rakijo, se neka pa zihar bomo, kaj tam, kaj pa vem. Sej to se pa menda, ja, ko greš na mrzlo pa v hribe, se majčkan spije, ne? In to so me sam čudno gledale. Ok, pač te punce iz arabskih držav tako in tako alkohola ne pijejo, ne? Ampak tudi Evropejke niso nič kazale kakšnega navdušenja. Je pa res, da polka sem iskala to flašo, da jo odpeljem, ok, bom pa domov vzela, ne? Je pa nisem več našla. Tako da mi jo je ena mogla, ja, nekje se je mogla zgubiti na poti. Niste dober merkal tabora pred medvedi. Recimo, ja. Tam obstaja, tam je zdaj, naslednji let bo, ko bo spet kakšen ta The White Planet, ali pa kaj tasga, pa bo Richard Attenborough razlagal, lejte ga, kako hodi v cikcaku, končno medved, ki se izogiba strelcem, zvidel je, kaj ga posral tam mal Stark, ki je bežal pred Ivanom Ryanom, ki je igral Bolt na Tamauga in je rekel, to je to, cikcak. Ej, Nataša, kaj si pa, ki si mogla napisati, ki si rekla, s čim, pa ne da nimaš nič za napisati, da zanima me. Ja. Kaj si napisala, kako boš pomagala? Ja, kaj bo soundbite, pa to, kaj bo delal, ne? Ok, jaz sem malo nabijala, ok, pač sem rekla, sem iz Kočevja, ki je slovenska Sibirija, pa medvedi pa to, mi smo tam doma, mi to vemo, kako se to dela. In pa sem pa v bistvu ta svoja medijska znanja, no? Malo social media, malo medija, da se s tem pač ukvarjam in da je to nekaj, s čimer bi lahko pomagala in pa zato rekla sem, pa veš, kaj bi bilo fajn delati podcaste. In to je to, ja. To sem not napisala, no, in pol sem imela pač ta pogovor, tako konec aprila 2016 in ona mene, in to pa različne stvari sprašuje, pa ti veš, kam gremo, veš, koliko imaš zlobo, veš, kaj se lahko zgodi, kaj bi naredila, zdaj se malo ne spomnim, je škoda, ker nisem tistega snemala, ampak kaj bi naredila, če se zgodi to, kaj bi naredila, če se zgodi to, ne, in jaz sem seveda bila vse to team player in pač vse za eno za vse in da mi je všeč zgodba, cela ekspedicija, veš, kam ni, da bi jaz imela vlekla neke sanje iz otroštva dalje, kako bi jaz šla na severni pol ali pa na južni pol, ne, ni tega, ne. Ja. Meni so kolegi in kolegice, prijatelji, no, so se mi smejali, kaj si se ti prijavlja, ki vejo, da mene zelo zebe skozi. A veš, jaz imam puhast kavter 365 dni na leto. Ne. Nogovica je mogoče konc julija, pa mečkan avgusta, da jih nimam gor, ko grem spat. A veš, drugače sem jaz in so rekli, kaj ti greš na to vodo, ne greš, če nima več kot 25 stopinj. In lejš. Ja, to je, in pol sem imela pač ta pogovor in kakšen mesec kasneje, you've been selected. Tako, prvo en mesec je bil vmes med Skype-kolom. Ja, mislim, da je nekaj tašnega, no, par tednov gotovo. Ja. Pa to ste se pa kaj pogovarjali, koliko je pa bilo dejansko vseh prijavljenih? So kaj povedali za te številke? Rekla je, da je bilo okoli 1000, plus minus, okrog 1000. Wow. Okay. Ja. Mislim, tako, ja. Zdaj si dala Boki upanje, da pride do Mars misije. Zdaj je že začel gledati, kam naj se parjal pa imajo. Ja. Mene nekaj druge zabava. Mene ne bojo mogli nikamor zbasati od dobeno kupolo nikamor. To je problema, veš. To je le višina velik faktor, se mi zdi, ko greš v vesolje nekam. Ampak dobro, to so že druge. To takrat bo kriogenetika že toliko napredovala, te jo lahko veš dal v 2 kompartmenta, pa pa nazaj za švasa. Nataša, ampak kak je kot športnika, me zanima, seveda, kakšne priprave mora biti za nekaj takega? No? Ker si pripravljen, da kondicijsko pripravljen moraš biti, no pa tudi psihično dobro pripravljen za nekaj takega. Vidiš, to je pa ena, viš, ta kondicijsko, jaz sem tudi mislila, da je to, ne, da klele, a veš, tiska pa, ne vem, vsak dan en maraton, to je pa že v štartu full prednost. Ampak ona je tam noter napisala in to je mene, mislim, mi se poznamo, veš, da sem aktivna pa športnica pa vse, ne, ampak nisem pa ta level nek extreme, a veš, Rud Podgornik tip. Zdaj spadaš to kategorijo svoj. Nehi. Zdaj počas boš sam še v podrobnostih skupaj z Videmškom se pojavljala. Ja.
Ona je not napisala, ne rabite biti nič ekstremne športnice ali pa ne vem kakšne vrhunske športnice ali pa imeti kakršnekoli izkušnje s temi območji, to ni noben predpogoj, da vas jaz peljem tja, iščem čisto obične ženske ljudi, ki pač so pripravljeni jeti skozi priprave, ki so bile v našem primeru na Islandiji najprej september 2016, pa polka nam je odpadla oziroma smo prestavili ekspedicijo, smo se dobili v Omanu in letos februarja še enkrat na Islandiji, kjer smo najprej šle čez teorijo, kam gremo, kaj nas čaka in podobno, pa smo pa tam šotore dan in noč postavljali, ker je bilo treba nadrilati, da je to hiter postavljen, ker je mrzlo, je res vsaka minuta šteje, pa da vsaka ve, kaj dela, pa razdelila nas je malo že po šotorih in tako, kdo je tent person, kdo je outside person in tent person ima pač opravke znotraj šotora, ki je enkrat ogrodje postavljeno, outside person skrbi, pač postavijo, stabilizirajo šotor, pa ti zid moraš okoli zgraditi, pa tako ne. In te stvari vadiš in pol koliko pakirati sani in na kakšen način smučati, je pa veliko bolj, kar si že omenil, to kondicijsko pripravljenost. Jaz sem mislila, da to bo zelo veliko, ampak gre bolj za vzdržljivost, veš. Tudi nam je svetovala, ko boste trenirali, dajte, ne zdaj teči pa 1 uro na polno ali pa 2 uri, kar je vse sicer tudi cool, ampak da veliko več boste naredili, če greš, ne vem, v hribe, pa od jutra do sutra. Ne za 2-3 ure, ampak to, da si nadrilaš mindset, da se ne konča nekaj po par urah, ampak da se to vleče. Zdaj, jaz to itak tako počnem, tako da jaz nisem nekaj, da bi izven svojega urnika blazno delala. Edina stvar, kar pa sem kaj nisem prej, je pa, da sem pa šla v fitness in delala z osebnim trenerjem 1 leto in sicer, da sem krepila malo bolj te mišice okrog pasu, ker pač imaš sani in to vlečeš. Tako da malo sem te ramena, pa pas, pa trebušnjakov, milijardo, pa tako. To sem jaz majčkan. Tako da vaša ekspedicija je bila pol PETA approved, ali kaj? Ja. In to sem jaz, da veš, malo sem se okrepila, pa malo je svetovala, da je fajn, če se malo zredimo, tako da sem to kar dosti resno vzela. In sem se pol 5 kil zredila, ampak sem pol po koncu ekspedicije sam za 1-2 shujšala, tako da zdaj bom mogla. Ja, to je bilo kar hudo, ko so punce šle po koncu na tehtanco, jaz sem pomagala to meriti, pa nekaj delati, je bilo kar velikega razočaranja. Se res, pa če mogoče preskočimo, ko se zdaj omenila to tehtanco, kaj s tisto vodo, ki ste vpili za merjanje porabe energije? Ja, veš kaj, mi smo vključene v 2 raziskavi. Ena raziskava je psiha, koliko se spreminja, ko si v ekstremnih razmerah pa ekstremni napori, druga je pa, koliko se telo odziva na pač te temperature, koliko absorbira hrano, koliko energije potegne ven in tako dalje. Tako da nam so, da dobijo podatke natančne neke, ki jih drugače težko dobiš, smo spile vodo, ki je posebej zmešana, v laboratoriju pripravljena, zgleda, kot normalna voda, mogoče, ki jo piješ, je malo tako, se ne znam drugače reči, ampak malo težka je. En tak feeling imaš, da je težka. A veš, kaj je drugače težka voda, ne? Ne. Ki jo najdeš v jedrskih reaktorjih. To je pa res, to še jaz vem. Ne vem, zakaj sicer, ampak ja. Mislim, da smo en fakt povedali. Stran od mene, radio. In to pol spiješ in ko ima to ti zmeša v laboratoriju in ko je to ne vem koliko drago, je dejansko pač tiste 2 deci sta 1700 ali 1800 evrov. Še zmeraj kafe ob Ljubljanci. In ko to spiješ pol telo, ko tist merijo, pa ko izločaš slino, pa ko izločaš urin, pa tako zna potegniti ene elemente ven in podatke, ki jih drugače ne bi. Tako, nekako to znam jaz, tako sem v teh, za natančnejšo bi vas preusmerila na našo dežurno znanstvenico. Če bi spremljali vaši znanstveni oddelek ekspedicije, če bi spremljali podcast podrobnosti, bi vedeli, da obstajajo neke
pilulce, ki jih poješ, ne, in ki ti merijo, koliko prdiš, koliko se plina sproducira. Ja. To smo še mesec nazaj. Veš, Nataša, tudi mi delamo nekaj. Prispevamo. Iz vseh kotičkov se da, kaj je fajn. Ja. To, da mi smo, veš kaj, imeli smo gor tako, eno malo gamašo, ki je temperaturico merila na nadlakti, ne? Pol eno, ki smo jo nosile v nedrčku, ki je bila pripeta, prišvasana, da ni padla dol, pol nek polar za srčni utrip, pol okrog pasu eno napravo, ki je shranjevala te podatke, eno uro, posebno uro, ki je pač te temperature beležila in tudi neke podatke shranjevala in imeli smo to na roki, to, kar imajo diabetiki za merjenje glukoze, to ti tako prišvasajo ti gor eno kugelco, ki meri glukozo in te podatke, to bo čez kakšno leto, bo to na voljo, ker traja, da analizirajo, pa vse dobijo, pa tako, ki bo kazalo, kakšne so bile naše energetske potrebe, koliko smo od hrane, ki smo jo pojedle, koliko je telo absorbiralo energije, ker želijo za prihodnje misije, ne, to bo pa Evo Boštjana mogoče zanimalo, za prihodnje misije v vesolje, ugotavljati, kakšne so energy needs of people in tudi ženske, zaradi tega, ker greš na te misije, zdaj en delček je severni pol, moraš zelo na deko natančno splanirati vse, kaj vzameš s sabo in kaj ne. Sorry, sem to bil res tak milčinski stavek, ki si rekla zdaj, da jih zanimajo energetske potrebe ljudi in tudi žensk. Ej, eno glupo vprašanje. A je karkoli od tega meril korake? To so pa imeli, ni meril, čakaj, ali je, ne, korakov ni meril. Okay. Ne, punce so imeli neke tiste ure, te boljše, ampak se bojim, da je to, kaj tako mrzlo, to malo neha delati. Ja, valjda, ja. Zdaj se zato pa vprašam, ker tako step counter bi bil kar epske številke. Ja, ampak ne vem, če bi bile, veš, ker smo kar dosti počasi gremo. Aha, ne vem, če bi kakšne rekorde tolkle. Ja. No, se to samo to vprašam, kakšne so to distance? Oziroma, prvo me zanima, kakšna je pot iz Slovenije, da priješ do točke, kjer dejansko potem greš peš naprej in pol, koliko je ta distanca, ki jo dejansko prehodiš, da prideš čist na severni pol? Slovenija, Frankfurt, Oslo. Ja. Oslo, Longyearbyen, ki je Svalbardsko otočje. Zdaj, menda sta dve neki poti na severni pol, ali iz Murmansk, Rusija, ali pa ta Svalbardsko otočje. In zadnje leta so v glavnem iz Svalbardskega otočja, tako da Longyearbyen je aprila, marca, tako en tak hub za svetovno klaso polarnih raziskovalcev in raziskovalk. Mi smo bili pol tam par tednov in pol čakaš, pač dobiš že par mesecev prej termin, kdaj je tvoj let. V našem primeru je bil za 10 dni prestavljen. Pol pa smo pa, ne vem, v četrtek dobili obvestilo, da se moramo pripraviti petek, soboto, da bomo leteli. To nimaš tako zelo natančno, ampak je odvisno od situacij tam na ledu. Na sred ledu, kakšnih 100 km stran od severnega pola, Rusi vsako leto postavijo Ice Floating Base Barnejo. Pridejo s helikopterjem, odvržejo padalce, opremo in sred ničesar postavijo letalsko stezo, par šotorov in je to kot neke vrste odskočna deska za vse odprave, turistične, takšne kot je bila naša, ali pa za raziskovanje. In pol Sorry, kaj rečeš Rusi? Kaj, ruska država? Rusi, privat firma. No to me zanima. Privat firma, ker tisto tam ni od nobenega. So pa Rusi, kakor sem se pozanimala pa pogovarjala s temi, ker te stvari malo bolj vejo, so tako galaksije pred vsemi ostalimi državami, kar se gre raziskovanja in pripravljenosti svojih ladij, flot, letal za karkoli delati na tako hudem mrazu. Felicity, mislim, da mi je rekla, da imajo tako zelo hude ledolomilce, tako zelo svetsko hude in da imajo nekih 32 ali 36, Američani, ki so naslednji, imajo 2. Taka velika razlika. Tako da oni so to tam postavijo blazno zahtevno, logistično, tehnično, finančno. No in mi smo pol čakali
kdaj bomo odleteli. Imeli smo datum najprej bi mogli 4. aprila, pol smo bili 14. april. Kar tam čakaš 10 dni, to mora biti kar. Ja, je kar. Ja, kar je, čeprav smo imeli kar en kup dela, v smislu pripravljati opremo, šotore, sponzorske stvari, medijske in to. Meni osebno je recimo ta ekstra dnevi so kar prav prišli, ker malo pomaga, da se aklimatiziraš. Da ne priješ, kaj pa takoj greš pač, ne? Ja, pa res moraš mečkam biti na mrazu, da ti ni toliko bed, veš, ko smo prišli, je bilo tam okrog -20 na Svalbardu, ne? Tako da to je bilo skozi par dni, non-stop je -15, pa piha, pa je -20, pa -25, tako da to kar pomaga, da se malo navadaš, da ti ni to tako čudno, no. In pol smo pa izhvalili, no, pa je pač 14. bi mogli jeti, pa je pol to bilo 15. In smo cel dan 15. čakali, zjutraj ob 10. so recimo prišli poslanke, ki so mogle biti uštimane, naložene z vsem, ker to pol, kar pač imaš v tistih sankah, je to, nič več ne moreš sabo jemati, ne. In pol so prišli poslanke ob 10. in čakamo, pol cel dan čakaš, moraš imeti se zaobleči, kakršen boš tam, ko prideš na let, ne, in tam okrog 7. zvečer so nam javili, ob 11. zvečer boste pripravljene, da pridete na letališče. Tako da ob 11. zvečer, ko so nas poklicali, smo pač šli s taksijem na letališče in se ukrcali na letalo okrog 1. zjutraj. Let na to postajo Barnejo traja približno 2 uri pa pol, 3 ure, odvisno od vremena in tako. Tako da smo tam ob 4. zjutraj pristale, pol pa pač ven iz aviona, spakirati sanke ven iz aviona in sanke na helikopter. In helikopter nas je pol pelal na točko, od kjer smo štartali z ekspedicijo. Kašem? A veš, kjer je avion? Vem, Antonov. Ja, tako, da bi se zato se pa vprašal. Še številko, če še kakšno številko, bom pa mogla malo, bom vmes probala pogledati. Ne, sem sklepal, da bo kakšen Antonov, ampak se zato pač. Okay. Ja. To, en kup tovora noter, pa mislim, da nas je kakšnih 30 sedel. Ja, mi smo bili pa še ena ekspedicija. Ja, kakšnih 30 sedel. Še eni pacienti so bili zraven. To mi je pa všeč. Letos je bilo pa 81 ljudi, ki jih je šlo na severni pol. Mogoče, da so vmes kakšni odpovedali, ker je bilo glih zaradi tega zamika 10-dnevnega. Ampak 81 ljudi, 11 ekspedicij, večina ekspedicij je tam 3, 4, 5, 6 maksimalno. Naša je bila, ena je bila menda še 12-članska, naša je bila pa 11 plus 5-članska filmska ekipa. Tako da mi smo bili najštevilčnejše in edina ženska odprava. Čakaj, jaz sem 81 ljudi, ne, če je to? Škaj računam, koliko more Soros dati keša, da plačuje ljudem, da zamolčijo, da je na severnem polu vhod v votlo zemljo. To računam, koliko tega keša pride. Anže, imam številko za Antonova, če je to številka, pač na repu piše RA -7406. A to kaj pomeni? Ne, to je samo designacija. Mogli bi pod krilo pogledati, kaj se res. Šasije, številka šasije. Ali pa mislim, da si mi glika registrsko povedala. Aha, okej. Kjer ga Peugeota pa imaš ti? Ljubljana 16-5 B7. Bo še malo gledala, če bo. A to jih je več vrst? Ja, Antonov je veliko jih je. Okay. Pa kje se, pa zdaj tebe vprašamo, kje se Antonov, kje to? A to je to Lada, a Dače, ali je to kaj? Ne, Antonov so proper avioni. Več ali manj kargote delajo. Tam. Oni delajo ta največji avion na svetu, ki ima 3 motorje na vsakem krilu. Ampak najbolj znan njihov je pa en tak zgled, skoraj dvokrilc, Antonov AN-2. Ki je tako en neuničljiv avion pač, in ga posod tudi tle po mrzlih kraj, ampak to je tako za 4 ljudi mogoče. Ampak, tako da oni so legit firmi. Antonov je tako old school avion. Ja, to je old school avion, ampak še zmeram delajo. To zgledajo kar dosti, to ni nekega obdobja, veš, to je tako tovorno. Valjda, zelo rusko. Ampak dela, dela, v teh minusih, veš, pa mislim, to je tako kar hudono. Ja, valjda, zato me ni presenetilo, da je bil Antonov. Ene parka sem videl na tališčih te Antone, že samo kaj meni najbolj zanimivo je, da oni imajo ta del, da se lahko spredi odpre. A veš, kaj mislim, da taka
pilotska kabina, da se... Ta se je v zadnji odprl, rič se mu je temu odprla. Ja, ne, ta veliki ima tako, da se odsprl. Ja, ta veliki, okay. Sam to tudi Američani, v Galaxy, pa C17, kaj imajo. Prej... Zdaj pa, če slučajno, če bi Godler se kdaj odločil kupovati, imamo kakšen kabrio model. Antonov, CC. Ja, CC, exactly. Nataša, prej si rekel, da so bile punce oziroma ženske, da so bile malo razočarane, da niso dosti kil izgubile, koliko so pričakovali. Izgubile, ja. Ampak zdaj mi tako deluje, kot da na koncu je bil to en tak špileraj, da je pač bilo tako, da se sprehoditi, pa malo se je kakšna kila se je izgubila, ampak a je bila kakšna... Dosti je bilo smehale. A je bila kakšna na eni točki, da je bilo malo krize pri koma, veš, malo, ne vem, Ja, prvi dan smo imeli takoj dramo. Prvi dan je bila, prvi dan smo imeli orang drame. Takoj, ko smo izletala dol, stople -38, je kolegica imela, mislim, nekaj pač laufala na različne konce in ko je tako moraš zelo previden biti s tem laufanjem, če nisi navajen. Ne? In je imela astmatični napad. Težave z dihanjem, ampak to se je hitro rešilo, ker jaz sicer ne poznam podrobnosti tega stanja in to, ampak s tisto pumco je tisto dobila, pa je bilo takoj vse ok. Tako da drug let gre ona na Tour de France. In tudi je rekla, veš, da želi nadaljevati, čeprav so ki so nas prepeljali tja, je že bilo, asi zihar, so to naša vodja odprave, ker bila pod hudim pritiskom, ker prvič odprave so običajno manjše, sploh za severni pol, ker je teren zelo težek in če jih je več, pomeni več ustavljanja, več ohlajanja, več nevarnosti za poškodbe. Več možnosti, da pride vsak do cilja. Pol je to, da smo bile same punce, pa v glavnem 2/3 ekipe čist brez tovrstnih izkušenj in so ji kar hard time delali, če je zihar, pa njena odgovornost, pa gor dol. Skratka, ta naša kolegica iz Omana je imela ta astmatični napad, se je pol urihtal, pa smo pa začeli takoj, je opozarjala ona, da paste, prvi dan je najbolj nevaren, ker A ste utrujene, B niste navajene in plus bilo je zelo mrzlo, Mi smo brez spanja in tako ob 4-5 zjutraj smo takoj začeli hoditi. Naredili v bistvu tak normalno dolgo lek, kot smo rekli, pač razdaljo predvideno za tisti dan oziroma časovno. To je bilo nekih 10 kilometrov. In po koncu dneva, tako jaz sem v šotoru bila, zato ker je vodja odprave, pa iz Saudske Arabije, Maryam, je, ko smo postavljali šotor, čez dan ni kaj rekla, da bi kaj bilo težko ali pa hudo ali pa mrzlo. In pa tako postavljamo šotor in mi tako parkrat reče, I'm cold, ampak veš, tam smo vsi skozi cold, to je sam gre za stopno, da ne prideš do nevarno tega, da te nevarno zelo zebe, In je parkrat to omenila in pa smo tako, ko smo šotor v grodje postavili, sem rekla, da je 5 noter, bova medve ostalo naredile, pa se probe malo segreti, In jo vidim, ko je bila noter v šotoru, da malo počas dela, mislim, zelo hitra je ponavadi bila, pa sem videla, da se malo počas premika, pa tako zaskrbljen obraz je imela. In pol prideva še medve noter in se tako ona malo trese, ful. In ja, zebe me, pa pravi Felicity, da bomo zakurle, pač ti zgorilnik daš na sredo šotora, pa se boš hitro segrela in tako, Pa pravi, pa ful imam mrzle prste, In potegne ona ven iz rokavice roko desno in tako na 4 členkih, ta zgornji del členkov pride, kar rečeš frostbite, zelo jasna črta, bela, se zelo vidi razlika od drugega dela prstov. In vidim Felicity, ko to vidi, da ni še nič rekla, ampak sem videla, da mora biti kar resno, In bolj gleda in obračamo tiste roke in prste in tako v 1 uri iz belega na rdeče, na temno modro. Ja, in reče, rezati to je. Ja, nekaj. To je tako bilo, mislim, in a veš, ona se pa še dalje naprej trese, in je ne moramo je segreti in to na prstih, fakt reče, to bomo videli, kaj bo, ampak zelo verjetno bo potrebna evakuacija,
In poljo tisti večer še, in to tako bil kar šok noter, ne, in poljo jaz tako pogledam v svoje prste, vzamem tudi iz rokavice, pa meni čez dan, mislim, zebete, ampak nisem imela feelinga, da bi kakšna panika bila, ne. Tudi, ko sem prišla v šotor, sem imela feeling tako, da imam tople roke, ne. In potem si začnem jaz še svoje roke gledati, ne, in tako na enem prstu, tisto, kar je ona imela cel zgornji členk, ne, sem jaz imela recimo 1/3. In fakt, mene je oblil. A veš, se ka pa pišel, ka prvi dan je benti, ne. Najhujše je bilo pa to, ker nisem vedela, zakaj. A veš, ker me ni me zebalo, no? Nisem imela feelinga, da bi kje je bila kakšna ekstra panika in to je tisti najhujši feeling, ker ne veš zakaj in pol ne veš, kaj delati, da se ne bi, a veš, da ne bi ratalo slabše, ne. In ona mene to tudi tako pogleda, pa pravi, ok, this is frost nip. Ena podvrsta ozeblin, ampak stopna pred ozeblino, ne, tisto. Ta prava. Pač res ne šel, ja. In mi tako in pogledam še druge, pa si, a veš, še vse druge prste gledam in vidim, da imam še tako na eni roki, na 2 drugih prstih nekaj belega opažam in še na drugi roki, ne, in tako meni se kar stemnil, ne, s tem, da so, veš, prvi dan smo imeli -38 in ona pride v šotor in pa tako veter piha, ne, in reče, danes smo imeli pa super dan, ne. Ful dobro vreme, ne. To pa verjetno, da ne bo več tako naprej, ne. To pa se moramo pripraviti, da bo slabše. In ko sem jaz razmišljala o tem, veš, da je ona rekla po prvem dnevu, ko sem jaz to dobila na prsti, da je to bil kao super dan, poletje Jamajka, ne, sem rekla, fuck, ne. No in Mirjam med tem, ko je ona te svoje prste in je vedela počasi, da kaj bo sledil, ne, jo je še vedno ful treslo od mraza, ni se mogla segreti, to je pa že tudi tako nevarno, veš, da je pod hladitev telesa. In jo je v enem trenutku je probala zaspati in tako ta Felicity, ne zaspati, eno tableto smo ji dale, pa pol jo malo prsile, da se je potrudila pojesti večerjo, ker je rekla, če boš zaspala, lahko nastopi pod hladitev in lahko umreš, ne, in to, a veš, prvi dan prideš tja in se ti to dogaja v šotoru, drugi šotori niso vedeli, ne, kakšno dramico smo imeli pri nas, in pol je šla, ok, ona spat, to noč preživimo, jaz si te svoje prstke gledam in si jih mažem, imela sem 2 maži s sabo, hvala Bogu, ne, sem to vzela in si to mažem in to si skozi gledaš in mečkam boli, a veš, kaj je tako, kakor, da bi imel, kaj se je, blister. Žulj. Ja, a veš, kot da bi se ti nekaj takšnega, a veš, ti pa ful stvari delaš z rokavicami, pa s prsti, pa rabaš jih, a veš, in pol kar primaš, majčkam boli, ker ne moreš čisto uporabljati rok, tako kot bi hotel, ne. In nič, pol drug dan, ok, Mirjam se je umirila s tistim tresenjem in ni več toliko zeblo, ampak prsti so bili pa, so pa še malo bolj črni bili, ne, in sploh ni bilo nobene debate več. So jo prišli s helikopterjem iskat, so glih eno ekspedicijo peljali na eno točko, s kjer so štartali nazaj, grede so njo pobrali, ne, in zame se je takrat pa začel tako, jaz sem najtežje dnevi zame so bili prvi 3 dnevi, ne. In Felicity je rekla, nič, ti moraš zdaj to ful paziti, da ti ne bo šlo naprej, ful bod pozorna. Meni je rokavice, veš, kaj moraš glede na različno, ali pihanje, ali mraz, ali pada sneg, so različne rokavice, pa različno, kar delaš, a veš, ene imaš tiste na prste, pa imaš ene tiste na, sploh ne vem, če imamo pri nas izraz, tiste, ki nimaš na prste, no. Ko imaš samo palec posebej, ali kaj? Ko je sem tist, tiste, ki smo tako otroci imeli, ne. In sem tist menjavala, imela sem pa še frko prve 3 dni, ko se mi je zadrgal na jakni, v kjer smo večji del dneva bile, ne, ki je windproof, pa taka sicer zelo tanka, ampak se mi je zadrga pokvarila. Jaz sem skočil noter, ker sem preveril, palčnica oziroma palčnik so te rokavice. A res, palčnica? Zanimivo. Palčnik. Zanimivo. A veš, no in to sem jaz pol imela te težave z zadrgo, kar je pa dosti zoporno, ker si na takem minusu, ker skozi piha, ker kar imaš odprtega, ti noter nanese sneg in mraz in led. A veš, in to sem jaz tako do pol imela odprto in pol v tej jakanci, ki jo imaš in noter v teh smučarskih, ki so kot smučarske hlače, no, sušiš rokavice, ker ti ene malo mokre ratajo, jih moraš nekam tako dati, da jih s telesno temperaturo sušiš, ne.
In, a veš, sem ti sušila, menala v paniki, kaj bo s prsti zvečer, a veš, ker ne veš, ker nisem vedela, zakaj sem tisto fasala. Ne, to me je čist izludilo. In tako, pol prvi dan, no, vidim, da sem mislim, da ni šlo nič naprej. Pol ta tretji dan sem pa videla, no, da se je mal začela nazaj pomikati, sicer sem me Felicity opozarjala, da bom verjetno dobila ene ogromne žulje in tako, ne. Ampak na srečo nisem. No. Je sam bilo majčkeno boleči prsti, no, ampak nič pol panike. Tam po tretjem dnevu, a veš, pa sem pa videla, da okay, imam pod kontrolo, vem, kaj delati in kako. Pol je pa majčkeno bolj se začel užitek zame, no, v narekovajih. Prej, ko si rekla, da je tudi psihična, ne, ta pripravljenost, ne samo fizična kondicija, pa prosim te, kar si rekel od prvega dne naprej, a se ti na kateri točki zgodilo, da si citirala Anžeta Tomiča s tistim njegovim znanim stavkom pred prvimi podrobnostmi v živo, kaj mi je bilo tega treba? To je bilo dejansko tudi eno od mojih vprašanj, kdaj je prišlo do tega, ker si tako, zakaj sem jaz kle? Veš kaj, jaz se nikoli nisem tist, da razmišljala, da ko bo helikopter, jaz grem nazaj, ne? Da to ni bila sploh nikakšna opcija, ne? Se pa, valjda, da se na enih točkah tist shit. Malo bolj je bilo resno, pa težko, pa nevarno, kakor sem mislila, da bo. Kar je mogoče še boljš, da nisem vedela. Ja. Ne, vse je zelo kontrolirano lahko, ampak veš, recimo pri tej, veš, Savdiki, to so punce, te so res naredile hud preskok. To so punce prišle, veš, iz plus 30, plus 40 na minus 20, ne. Minus 30. In ti, veš, po mojem se je zgodilo to, da jo je zebel, ampak ni vedela, kdaj zebe preveč. A veš, kdaj je tisto, ki boleče zebe, ki več ni dobro, ki moraš nekaj narediti, da si se greješ, ne. In to se po mojem je zgodilo, ne. Je bila pa, veš, čist vedno, vse je na polno delala, nič ni bila, na koncu je tudi rekla, jaz sem mislila, da me bo, the mind will fail me, ne, kukor, da pač bom v enem trenutku izobjesla belo zastavo, kao jaz se tega ne grem, kar sta dve v sklopu priprav naredili, ne, ampak ni, na koncu je bilo telo tisto, ki jo je pač ustavilo, da ni mogla nadaljevati, ne. Jaz, mislim, malo sem se prve 2-3 dni res bala, kaj bi bilo, če bi bilo še slabše vreme. Mislim, slabše. Lahko bi bilo še bolj mrzlo, lahko bi imele še hujši veter. Norvežanka, snemalka, ki je šla z nami, je rekla, da so pač eno leto prej, ki je šla, imeli sicer lažjo, lepšo pot do severnega pola, ne, se pravi manj ovir, prek katerih so mogli iti, ampak je pa bolj pasje pihal. Ne. In pola, veš, če imaš prste že mečkan mal nekaj načeta, veš, to hitro lahko rata zoprno, no. Ne, ampak nisem, veš, prvi dan je sam bilo pa čakaj, ne, no, da je mislim, fizično ni bil meni v nobenem trenutku problem, ne. Me je bilo sam pa ne bo že prvi dan konc vsega, veš, delaš 2 leti, mislim, tako, kar hudo razočaran. Anže, mislim, da poleg tistega tvojega vprašanja, kaj mi je to treba, so se verjetno punce vprašali, tudi tvoje drugo vprašanje, ko so bile tam sredi severa, kdo si in kaj počneš? Samo sebe, veš. Predvsem pa je Nataši bilo verjetno žal, da nima svoje kočevske rake sabo, ker če bi pol prst do konca šel, ne bi mogel narediti sourdough koktejla. Sem se pa res spomnila večkrat tega, ker ful sem tako res taka spodbudna sporočila in vse dobivala na Facebook in Twitter in tako, pa sem se spomnila, no, ker smo že pri Aparatus mreži, ne, mislim, da si mi res Pežamc napisal nekaj tašnega, imate to, ali nekaj tašnega. Imate to, evo. Imate to, boste. Kakšna nova komunikacija z zunanjim svetom, mislim, ne vem, na kak način? Ali je bilo to pač da je bila pač nula nekaj časa, pa ni bilo, pa se javimo čez, ne vem, toliko pa toliko časa? Ne, moraš se javljati vsak dan. Imaš satelitski telefon in moraš vsak dan javljati lokacijo. Mi smo recimo vsak dan ob 9:15, ko sem bila pri koritu, ko sem imela Felicity v šotoru, ne. Vsak dan 9:15 je mogla klicati v bazo Barneo, ne, in javiti lokacijo. In ste v redu, niste v redu in tako. To smo imeli. Koliko časa ste bili dejansko v bistvu stran od baze, oziroma tam, ko ste štartali? 8 dni.
8 dni. V 7 dneh smo prišli na cilj, pa smo pa pač, ko smo 7 zvečer prišli, naslednji dan smo pa še tam bile, ker je pač ta predstavnik glavnega sponzorja prišel in smo pač tam imeli slikanje in tako dalje. Helikopter. Helikopter je prišel, nas pozdravil in tako, in pa smo se tam slikali, in pa smo še nazaj v helikopter, pa smo pa rekli, no, zdaj gremo pa na ta prav, še na North Pole, ki je tisti trenutek bil. Veš, kad ti prideš na North Pole, je čez minuto je North Pole drugje. Veš, to hitro se spremenja, ne. Ej, kaj pa teli šotori, kar rečeš, ne? To sklepam, da ni to, kar vidimo v Savudriji. Kako drugače to vpraša. In duplati arše. Ja. To smo imeli nekaj švedsk, te so kakor najboljši. No. Hilleberg, švedska firma, to so šotori, ki, zdaj punce so bile, pač 2 šotora so bile po 4, ampak to je 4 sardina varianta. Medve, ki sva pol ostali, pa sva naš šotor je bil 3, ker je ena odpadla, pol je pa pač ta Miriam bila evakuirana, tako da sva bili samo 2. Velik plus je to, da imaš več prostora noter, tako da res vsaka polovičko in to se res lahko razkomotaš, ne. Velik minus pa je, ker sva 2 mogli nositi to, kar so ostale 4 in ker sva 2 mogli delati, kar so ostale 4. Veš, tam so 4 za postaviti šotor, mi smo bili same 2, ne, in pol je Felicity je, veš, šefica in je potem treba bilo prvi imeti postavljen šotor, ne, a veš, pa na 5 je mogel biti orang, pa naš je mogel imeti največji zid, pa je prišla ven pogled, pa sem jaz tisti delala, pa po 3 dneh me je, a veš, klele, ko vlečeš tiste sani, komaj sem lopato držala, pa metala v sneg, ne. Prišla ven pogled, pa je rekla, mogoče bi bilo treba še malo bolj, in sem še malo bolj, ne, gledam druge šotore, pa niso imeli tega. Ampak naš. Kera firma je bila pa lopata? Pa če imaš registersko mogoče, pa da bo že zadovoljen. Ne, sam vprašam, se mi zdi, da valjda je to nek, jaz ne vem, mislim, ni to nič kaj, jaz sem tudi mislil, so kakšni kaj termalni ali exactly. Ne, to je tanko, kar se, mislim, to so šotori, ki, jaz sem šla malo pogledati, koliko to stane, to so 10 evrov šotori. In, imate tudi povezavo v zapiskih, tako da lahko kliknete. In to je, a veš, 4 so noter, pa imaš pa en vestibul, jaz ta veš nisem zelo šotorski človek, pa niti ne poznam teh slovenskih izrazov, ampak to je pač nek predprostorček, ki noter prideš, kjer puščaš čevlje, pa jakno, pa tako, ne, pa en drug predprostor, kjer je pa, no ja, pa en drug predprostor, kjer je pa pač kuhna, ne. Pa mizica, pa čevapi. Ja, ful za raztegant, ja. Jacuzzi je po zadnjem delu pol tam, ne. Mislim, kjer se razlika vidi, ker si pač v nekih šotorih sem vsem bila v življenju, ne? Razlika se vidi, ker veš te zadrge, ki vlečeš gor pa dol. To, kar šotor ni toliko zelo dober, se to hitro kaj zatakne ali pa pokvari, ne? No, kle je delal. A veš, ker kle je to vse zelo mrzlo, pa se zelo hitro vse trdo vrata, pa sneg vse posod pride, ne? In to dela, to skozi dela. Nataša, sam WC, pa nima šotor. Kaj je pa s tem na -40? Do tega vprašanja prišli. Ja, no, kratek odgovor je, ne, tega nimaš, to delaš zunaj, ne. Če je, kadar je zelo mrzlo, ampak pa nas tega nismo delali, jaz tudi ne vem, če bi, ne, to delajo majstri, fantje to delajo tako, da je pee bottle. Za vas je to majčkan lažje, ta del, ne. Ja, pa še pač oduriniraš, odlomš curki, vržeš stran. Tudi kakšne ženske to znajo, ne? Ampak jaz nisem šla vaditi. Tako da pač mi moramo venjati, ne? Greš pa hiter, pa dobro organiziran. Ne? Dobro organiziran pomeni, ne? Ker pač seveda narediš parkrat napako, ker je zelo moraš zelo hiter narediti, ker če ne te pač še malo bolj zebe. Ne? In točno veš, v katerem žepu imaš robčke in si mečkan si že kakšne zadrge odpneš, da ko prideš na, veš, tvoj plac. Da čim manj časa, da si neoblečen. Da čim manj časa ven, ja, in da to narediš, kakor se da, hiter in čisto in vse. Ja, to sem se jaz kar malo bala, kako bo, pa ni bilo nič hudega.
Evo, zdaj vem, tle sem malo pogledal, a ste imeli Keron, a ste imeli Sajtarisa? Mislim, da Keron. Tak, ki je raven, ki nima tako, ki je iglu na koncu, ampak je raven na vrhu. Keron Hilleberg, ne? Ja. Čakaj, zdaj tako ga videla. Imaš Keron 4, pa imaš pa Keron 4 GT, se pravi Gran Turismo razred. Ja, čisto dobro. Ja, Keron je tisti, ki ga vidiš, pa ja, Keron, ja. Evo. Bomo prav na tega dali, evo, link, da bojo ljudje pogledali. Ja, bom postala fotko. Kaj je pa recimo jaz vem, da moraš imeti s sabo spakirano hrano, pa to, ampak vseeno ne moreš lih imeti karkoli hočeš. Kaj je konzerve, kakšne tube, kaj za pogrevanje, kakšne juhce, kaj ne vem, kako to. Jaz si predstavljam, da je sneg je osnova za dosti stvari verjetno, kaj. Pač voda, no. Ja, sneg je voda. Voda za pit, voda za pijačo, voda za kavo, voda za vročo čokolado, voda za juhe, voda za zajtrk, voda za večerjo. Zajtrke smo imeli, pač imaš te različne, veš, ki pripravljajo s to suho hrano za ekspedicije. Ne? Pač v našem primeru je bil Summit to Eat in to pride ena vrečka, tako kot Argo juhe vrečka varianta. In za zajtrk je oatmeal vsak dan. Po 5. dnevu, tako kot sem 6. dan jedla ta oat fucking meal, sem mislila že, da bom bruhala. Sem ga sam pol pojedla in pa sem naslednji dni jedla en desert, ki smo ga imeli samo za zajtrk. Različno, veš, kakšne pol tudi že zjutraj juho jejo, ali pa že zjutraj glavno jed, čisto odvisno, ampak recimo za zjutraj je bil planiran ta oatmeal in pač to 2 deci vode, nekaj takšnega in to plus vroča čokolada in kava. Čez dan, ja, zelo je zračunano, koliko proteinov, koliko moraš maščob, ful veliko moraš maščob, pa ful veliko sladkega. Čez dan smo imeli snack bags, ki je v ziploku pač nametano kitekati na bite size, razne čokolade, bomboni, tako, vse Oreos, vse možno, kar je sladkega, si zamišljaš, je tam noter bilo. Kakšni posušeno sadje, borovnice, jagode in pol to ješ čez dan. Zvečer pa, ne, ko prideš v šotor, pa ja, pač juha. In po juhi, kakor glavna jed, ki smo jih imeli, ne vem, pasta bolognese, razne rižote, beef stew in podobno, ne. In celo so nam dali sladico s sabo, ampak to, kad cel dan delaš in to ful cajt traja, veš, da sneg stopiš, pa vse vode pripraviš, pa moraš si pripraviti bidone za pit, ker je treba 3-4 litre na dan spit, ne. Tam je tako, če nisem dosti pila, me je kar peklo, toliko zelo te sušita zrak, ne. In toga tistih desertov si niti nismo pripravljeni, ampak to je v glavnem bilo. No. Pa pač miksaš, kakor po par dneh, a veš, se ti vse sfiži in že lahko, ne vem, desert za dobro jutro, zvečer oatmeal, pa beef stew ali pa karkoli. A se ti pol kaj tako, nekaj še 6. 7. dan se ti že zazdel, da kje za tabo stoji tam Oliver Twist, pa te tako fehta, če nam boš ti tega oatmeala, ga lahko jaz dobim. Mi smo odprli 5. dan, jaz sem full fehta. Mi, ki smo zgubili tisto članico ekipe, smo seveda ene sanke z njo nazaj na helikopter dale, ne, in je bilo zelo hitro treba, pač ti imaš pakete hrane pripravljene za vsak dan, a veš, imaš posebej vrečo za vsak dan in noter zajtrk, čez dan večerja, robčki, karkoli se rabi, ne. In to pol nič ne razparkiravaš, dokler tizga ne uporabiš, ne. No in mi smo zmerjam pač poslali nazaj ene par bagov te hrane in kaj nam je ostalo, 3 dni skup smo jedli, in to seveda sem najin šotor, ne, 3 dni skup smo jedli beef stew, pa še ene, mislim, nismo imeli toliko raznoliko, kot ostali, ne, ker smo glih tiste vreče, kjer so bile druge stvari, smo jih očitno dali zmerjam stran, ne. Kaj si že vprašal, kaj se je že bilo v bistvu vprašanje? O Oliverju Twistu. Ne, tržnico smo pol odprli, veš, pa ugotoviš po par dneh, kaj je komu ljubo. Ja. In zelo je bilo, pasta bolognese je bila zelo visoko, to je hitro šlo, s tem si lahko ful trgoval. Salmon rice ni šel v promet, recimo, če si to dobil v bagu, ga nisi mogel prodati za nič, ne. Mi smo pač, ko smo imeli toliko teh govejih golažev, smo s tem malo trgovali, pa so nam dali polk chicken tikka, je bila tudi zelo priljubljena. In pol pa trguješ, a veš, kaj ima kdo česa več, pa mogoče, ne vem, nekdo ima rajš več čokolad ali pa več juh, kdo drug kaj drugega, ne, to da pa se je tržnica odprla, ja.
To veš, to se je slišalo, pa nema, smo mi to imeli enkrat v podrobnostih, v vir zadevah, ali samkrat, ko sem se pripravljal na to zasledu, da je trenutno najbolj dragocena valuta v ameriških zaporih, so ramen rezanci. Ja, I can relate to that. Ja, pride, se zgodi. Jaz sem sabo seveda pripeljala, me so svetovali, moraš malo imeti špeha pa klobas, ne? Ker jaz ful nisem sladkosneda, tako da tisto, kar smo čez dan mogli jesti, ene so to ful jedle, jaz sem imela eno vrečko za 3 dni. Na srečo nisem bila lačna, no. Ni bilo treba. Jaz tako sladkega ful malo jem in sem pol pač imela to na kolutke lepo klobasce, pa špeh. Eno kajlo špeha od Krškopolca, pa vsake sem vsaka malo polizala. In pa sem to v šotoru, sem rekla, Felicija, boš mal? Ne, hvala. To, da sem bolj vse sama, no, pojedla. Nobeni ni to prav zelo dišalno. Nobena ni. Sem hotela prodati malo, pa nisem. Kaj pa te straže pol za medvede? Ja, to je recimo, ker predvidevam, da tudi verjetno pol tudi ste zelo pazili tudi pri odpadkih samih, sicer ne samo zaradi medvedov, ne, da ne kaj, ampak tudi vopče ekološko naravnani. To itak vse pospravljaš, ker je toliko mrzlo, to ni sploh taki vonjav, kakor bi bile, če bi bile na zelo toplem. To je tako res, mislim, nič ni. Pa tako in tako naj bi ljudje oddajali malo močnejši von, kakor je ta hrana, če bi že na von padali, ne. Tako da, mi smo ob 7 smo vstajali, tam do 9 si mogel v šotoru narediti, kar si imel, ob 9 smo mogli biti zunaj, 9:30 je bil šotor pospravljen in se ni pripravljen, smo 9:30 začeli hoditi. In pa smo to hodili do tam 5, 6, 7 zvečer, odvisno, ne. In ob 7 so pol te šotorske variante trajale 3-4 ure, da si vse skuhaš, da vodo stopiš, pa snemali smo neke iPad-je, podcaste in tako. Pa smo pa tam okrog 11 polnoči začenjali pa s to Polar Bear Watch. Lani je namreč ena ekspedicija, ki je šla na severni pol, načeloma naj toliko severno ne bi bilo, ampak Arktika je območje, ki je med tistimi, ki se najhitreje segrevajo, kar pomeni, da to ni več samo trden led in lepo in vse ledeno, ampak da je tudi malo teh nekih kanalov vode in odprto, ne. Prej, ko je bil pač tak trden led, medvedov tam seveda ni bilo, ker nima kaj iskati, ker ne najdejo hrane, ne. Oni so tam, kjer je malo odprte vode, ne. Tako da načeloma naj jih ne bi bilo, ampak lani so pač ena ekspedicija, je se medved toliko približal, da so mogli streljati in druga ekspedicija je isto imela in tako smo se mi letos odločili, da delamo te straže. Te straže so pa tako izgledale, da smo pač okrog 11 polnoči ven šle, vsaka je bila dežurna uro pa pol, na vsako drugo noč si prišel na vrsto in pol si pač šel ven in uro 90 minut korakov okoli šotorov in gledal okoli in okoli, bo kje kaj rumenega, kosmatega, velikega, da bi bilo treba pač zažvižgati, da nekaj je treba narediti. Ja, medved je kle. Medved je, naciji ga jezdijo. Zdaj sem hotel vprašati, a po noči pol tudi krožiš okoli šotora, ampak mi je v bistvu pol kapno v glavo, da verjetno svetloba skosa, ne? Jaz sem prav rekel, da je v bistvu Skozi, na polno, tako, ne vem, v Sloveniji zdaj opoldne, ko je sonce in tako je tam sred noči. Jaz sem mislila, da bo to kakšna frka, pa tako, ampak ni. To sem mislil, ker sem imel kolega in kolega moj, ko že kažeš, Miha Čmeri, je rekel, da je, ko je igral na Islandiji, je rekel, da se je neverjetno težko navadil, ker je mogel v bistvu po noči zapirati okna, rolete, vse, da se je navadil, da lahko spal. Ja, ko sem bila na Svalbardu, ko sem hodila spat, sem prvič v življenju spala s to masko na očesih, ne. Ampak pač si daš tisto gor, pa ni mi bilo nobene panike. Klele pa nisem tega nič rabila, zaradi tega, ker greš, veš, v spalno vrečo in se to globoko v spalno vrečo skriješ, da ne pride svetloba not. Pa pokriješ se, veš, kar je odprga, daš čez puhovko, tako da ni nič. Ko pa prideš ven, veš, je pa vse toliko mrzlo, da toliko hitro se zbrihtaš, da ni nobene panike, pa fajn nekaj svetlo, ne. Ja, vi ste dejansko uporabili zadrgo od spalne vreče do konca. Čist do konca. Ne, čist do konca, ja. Tako da pa si pa, veš, vsako drugo noč si dežural nekako in to urco pa pol, pa nazaj spati in to ob 7 zjutraj spet auf in dalje. Tako da enkrat sem bila, ne vem, ob polnoči, tiste je bilo fajn, ko si ta prvi na vrsti, ne. Enkrat sem ob 2 zjutraj, enkrat ob pol 4, tako.
Jaz bi te mogoče tle zdaj vidiš, ko si sama sred noči stala tam na straži, pa to. Z Mojco, ko smo se pogovarjali, ki je rekla, prav jaz bi tudi imela stvari, kaj bi se Nataša vprašala. In je rekla, Gido, prav, kakšni so zvoki tam? Kako zveni tišina, oziroma sploh je tišina, ali je tam skozi nek veter, ki ti nabije, ker to je pač itak zdaj toliko stran od civilizacije, da dejansko nimaš razen, ko pride helikopter, ki ga slišiš, ki verjetno nek ta mesh moment. Potem, ampak kako, mislim, se zgubi, a ti demfa ta tišina vse okoli? Veš, koliko je, piha skozi. In pol tako, ko hodiš, a veš, razliko vidiš, ko hodiš proti vetru ali pa v zavetrju. Ker zavetrje je tišina, pa tako nič dost ne zebe, drugač pa malo dodatno zebe. Tišina je skozi in to je čas, ki ga izkoristiš za fotkanje malo, za posnet kakšen filmček. To je v bistvu edini čas, tista ura pa pol, ki smo ga imeli, ki si bila čist zase, je bil tvoj čas, umirjeno, nič ni bilo treba hiteti in pa je bilo fajn, kadar smo tabor postavili kjer so bile še kakšne ledene gmote, a veš, kad tiste modrino vidiš, take 50 odtenkov ene modre barve, ne? In pa se s tem ukvarjaš in razmišljaš in si sama s sabo in gledaš in kar malo ne možeš verjeti, kje si, pa koliko zgleda tam, kjer si, je pa, veš, led, sneg, mraz, nič. Vode ne slišiš. Jaz sem mislila, da se bo kakšna voda slišala. Enkrat sam, kad sem jo v bistvu slišala, ker smo prečkali eno razpoko, ki je bila malo poledenela, ampak ne vem, koliko dolgo poledenela, je pa bila trdna, no, ampak tako, ker smo šli čez, sem takrat slišala tako, ko je voda nekje spodaj butala, tako da pa smo hitro s palčkami potacale po ledu, gremo čez klele, da kjero ne potegne sankami noter, ampak drugače pa vse, kar slišiš, je tisto škripanje, veš, ko hodiš sneg, sneg, ki škripa. Čevlji. In pa se ti pa sam kje udira, ker nekje je trdo, nekje pa pol hodiš, pa se tam do pasu te vrže v sneg, ne. To so zvoki, ki jih tam slišiš. Veter pa škripanje snega. Pa ker si zdaj glih to bučanje vode, pa to, koliko je pravzaprav, to je tudi mojčino, da bom jaz kitil s tujim peljem. Kakšen je ta pravzaprav strah pred naravo tam, ki si naenkrat, koliko je pravzaprav tam pač par teh nekih organskih skupkov, ki se sprehaja čez to divjino in ki ne veš, pač, a je ta strah, mislim, koliko ste vas tudi sproščeli, koliko je skozi neki napreži, kaj lahko odkje prleti, pa zdaj pustimo nacije na severnih medvedih, ampak kaj drugega. A veš, da jaz nisem tega nič dosti občutila. To, a veš, da dejansko hodiš po nečem, kar je mogoče, ne vem, par 10 centimetrov, par metrov debel sneg, da ne hodiš po nekem trdnem, a veš, da pa po nečem, kar se ves čas premika, a veš, ta led se premika, v enem trenutku je bilo, smo izmerile, 0,4 km na uro. Prvi dan, ko smo šli spat, smo se zbudili, smo bile 4 km bližje cilju. Tako da tega feelinga jaz nisem nič imela, tudi nič feelinga kao grozne temperature, pa nobene bolnice, pa nobene hiše, pa nobene pomoči blizu. Nisem imela, mogoče zaradi tega, ker sem res, pač taka nas je vodila, ker huda frajerka, no. In jaz sem ji tako čist glede tega zaupala. Strah, ni strah, ampak bolj si previdna, je, ko prideš na te ovire so pa nalomljen led, ko se, ne vem, dve ploskvi srečata, pa se, veš, to so grmade enega ledu in en dan smo recimo imeli, tako je bilo nepregledno tega, kar smo mogli prečkati in to je pa hkrati tako zelo nevarno, ker je, veš, tako, da bi vzel par steklenic, jih razbil, si predstavljaš, da je to led in pol greš s smučkami in s 50-40 kilogramskimi sankami čez. Vse te, a veš, to sanko malo potegneš, pa nekje gre malo hitreje, kakšen hribček, pa se ti pa zapiči, a veš, vzade v smučke, pa te prevrne, pa padeš nekam, kjer je vse, a veš, led, pa drsi. Snemalka, ki je bila z nami, enkrat sem jo videla, no, v enem trenutku je to grdo padla, da skozi malo na meji, da lahko se ti kaj zlom, no, da si kaj ramo poškoduješ, kolena,
glavo, karkoli. No. Tako tam bolj previdnost, no, kot strah. Nisem si upala, ne vem, do zadnjega dne, 3 dni je bila tista frka, ker nisem vedela, kaj bo s prsti, pol pa imaš kontrolo, ampak do zadnjega dne nisem niti razmišljala, zdaj smo pa že, imamo ga. Ampak sem ker je skozi nekaj, veš, kar se ti še kaj lahko zgodi. Ne? Tako da ampak jaz nisem tega strahu, zaradi razmer, kakršne so, nisem imela. No, imeli smo satelitski telefon, znali smo postaviti šotor, znali smo se zakuriti, tako, all good. Imeli smo hrane. Kaj me zanima, mislim, verjetno te, no, a te tako doživetje spremeni kot osebo? A veš, ker... Kakšne, štekam, ker imajo različne izkušnje, ker je tako, pač je neka ekstremna preizkušnja, ne, v nekem takem ekstremnem okolju, tako da različno smo reagirali. Se mi zdi, da so Arabke mogoče malo bolj, ker za njih je to bilo še toliko vse skup težje, ne, da malo bolj pri njih bil tale preskok viden. Ne. Ena je recimo govorila, ne vem, koliko se čuti, ne vem, s to pokrajino, koliko je sebe veliko odkrila in podobno. Ne. Jaz, da bi zdaj rekla, veš, ne vem, mogoče se bom tega zavedla, kaj zvem, naslednjih dneh, tednih, mesecih, letih, ne, da bi zdaj kaj novega prišlo ven. Ne. Ja. Pri meni jaz tega ne čutam. No. Mislim, ker tudi mogoče ni bila meni to zdaj, a veš, lifelong dream, da bi zdaj pa končno nekaj dosegla. Meni je bil to super zanimiv projekt, fajn je bilo, da je bila zgodba zadej, fajn, da grem nekam, a veš, kjer ni veliko ljudi, da vidim, koliko je tam, fajn, da je vodila, veš, ekspedicijo ena taka frarka, kot je ta Felicity Aston, ne. Fajn, da sem malo videla, koliko jaz v kakšnih situacijah reagiram, ne. Ful izkušenj, ful novega znanja, pa to je to, kar se mene tiče, no. Mislim, gotovo malo mogoče močnejša na nek način, kaj pa vem, ampak da bi kaj tako 360 ali 180, pa ne, no. Ja. To Boki pričakuje, če gre Boki v vesolje, nazaj pride. Ja, ti si drugo. Jaz sem prišel nazaj čez drugi. Pride isto 3 kile teži nazaj. Ja, 3 kile teži, pa vsi ga bomo mogli začeti tone klicati. Tone? Ja, tone Nahbar. Ja, zdaj ne, če najdemo planet, ki je gravitacija res toliko močnejša, dejansko pa si lahko tone Nahbar. Tona Nahbar. Ej, Nataša, kaj pa živali? Zdaj, medvede ste ga straža, a ste sploh kaj, nič? Nič, nada. Benga tjulenčka luštanga. Nekje ni, ker je, veš, let je bil. Nič, tisto, kar so bili pa razpoke, je bilo pa poledenelo. Tako da nobenega tjulenčka, nobenih žuželk, ništa, tega se nič ni treba bati. Nobenih kač, nobenih pajkov, to, kar nam je bila cela frka v Omanu, je klele tako čistina. Povej več, kaj od teh pajkov. Ne, škaj ste se spomnili, pol tudi... Dajmo se delati, da smo tle zdaj v metamorfozah. Kaj pa ti pajki? Ne, škaj sem mislim, da še zdaj, ko ste rekli živali, pa vse to... Pa sem se predstavljal, da bi, mislim, tak mental image imaš takoj, da ste kako luknjo delali vrtu, pa ste ribe lovili pod ledoma, veš, ampak... Ja, to je pa naš glavni sponzor. To je pa se tako povtam. Ne, res zanimivo. No, zdaj, ko po povratku domov, zdaj pa ne vem, bila si na severnem polu in zdaj pa kaj, vse po starem naprej, kaj? Veš, kaj mislim, pač tako, ne vem, mislim, meni se to vseeno zdi en taka stvar, Mislim, vse si povedal, Boki, zdaj ni več novinarka. Zdaj je to, zdaj sem polarna raziskovalka. Ja, točno to. Zdaj nekaj, no. Ja, pa sej ni to tako. Sej glih to je meni bilo fajn pri tej ekspediciji, ne. Dej, ko je cel message bil, lej, anyone can do it. Res, lahko, mislim, če sem jaz kamene, res malih je, ki jih bolj zebe kamene, no. In to je bil tudi ta point, a veš, če imaš neko željo, pa če si se pripravljena, ne vem, pač, a veš, fizično pripravljati, psihično narediti, kar je treba, se da. Mislim, a je težko? Ja, je, a se da, absolutno. Pižama pa že, kdaj gremo? Zdaj donacije preusmeri iz aparatusa na to, da bo za ekspedicijo, pa gremo. Ja. A si slišal ti prej, koliko šotor stane? Jaz sem sam to rekel, jaz sem to, sej se da,
izvedel zadnje pol leta že v svoji verziji, tako da bi preskočil to. Gore. Do Islandije še gre, tam je the best, sploh to. Je pa lušena, ta svalba te lušena, veš, to imaš pa pol res te polarne medvede, pa hikinge, pa z kanuji, mislim kaj, kanu, pa z ladjami. Tam je tako kar zanimivo. Sečak, na Islandiji ste bili vi obakrat, tako, ko je bil že dan, ne? Ne, je bila tema po noč. Tako da si polarni, si res kaj gor, polarni si gor na samem vrhu. Veš, da glih, ker smo prišle, so bili zadnji dnevi, ampak je bilo slabo vreme, pa ga ni bilo, pol je pa to tako, dan se krajša za 20 minut zjutraj, pa 20 zvečer in to je tako par dneh, ni bilo šans več. Ja. Brez veze, da šla, brez veze. Se pravi, zdaj, če dobiš povabilo za Antarktiko, itak da greš, ne, Nataša? Veš kaj, če bi kakšna zanimiva ekspedicija bila, pa tako, pa čisto odvisno od cele zgodbe, no. Bi pa ne bi rekla ne, no. Škaj je meni najbolj cool stvar, predvsem v temu? Da zelo do konca lifea govoriš, da si bila na ekspediciji. Sam ta stavk. Vse ni važno. Ta je res tako bila. Mislim, veš, kaj je res taka traditional. Ko grejo, veš, veliki gre tam, pa plačajo pač tisto, ki je podnarja, pa pridejo malo dni prej, pa imajo enega gajda najamejo in jih pač pelje, ne vem, ali delajo ta last degree, ne, ki je zadnjih 100 km, ali pa delajo half degree, 50 km. Ne. Ampak ni isti feeling kot nekaj, kar ima neko zgodbo zadnji, kar se pripravljaš, kar moraš v bistvu vse znati malo na približen, ne, kaj se treba delati, ker ti ne dela nekdo drug namesto tebe, ker moraš sam planirati, koliko hrane, sam planirati, kaj boš oblečena, koliko boš oblečena in tako, no. Je malo taka, še old fashion, no. Glede na to, koliko se pa tam spreminjajo stvari, pa mogoče res ne bo več dolg to možno, no, ker letošnja sezona je bila dolga, te sezona teh obiskov Severnega pola na ta način je bila dolga 12 dni. In to je to. To je bilo okno, v katerem si ali naredil ekspedicijo ali pa ne. Svaka čast, evo, samo to. Zdaj, ko si prišla nazaj, da si The Terror že pogledala in si rekla, dober. Terror je pa nadaljevanka na AMC-u, ki je štartala konc marca, narejena po romanu Dana Simonsa, 10 let staremu, ki pa govori o dogodkih tam mislim, da so bili okoli 1000, ki se ne pogledamo, 1845, 1848, ki so ta severozahodni prehod iskali skozi, in je zelo tako. Igrajo pa med drugim je tale Tobias Menzies, je noter, se pravi iz Priporočaš. V Romu, ja, pa tale, ki je igral, ko se je zgodil, Kieran Hintz, se pravi Cezar iz Roma oziroma iz Game of Thronesa, Mance Raider. Nisem poznal te serije, zdaj gledam, to je zanimivo. No? Ja. Ne, jaz tudi ne. Cool. Hvala. Nataša, res full thanks za ta pogovor, da smo si lahko res malo videli, kako se to zgledalo, ker ena je tako malo prebrati, kaj je, druga je pa, da stavno se pogovoriti, pa iz prve roke slišati eno tako doživetje. No. Jaz lahko garantiram, da to bo nekaj takega, kar me trije ne bomo doživeli nikoli. Dobro, ti boš na Marsu. Ti, ki si fokusiran na to. No, ampak tako bom rekel, smo pa ponosni, da poznamo nekoga, ki pa je to naredil. Jaz sem tako rekel, jaz nisem nič ponosen, da si šla na svet. Sem ponosen, ker si šla na ekspedicijo. Jaz ne znam nekoga, jaz nočem s tem nehati, ampak mi je to tako dobro. Anže, mi bomo šla poleti na Šmartno goro, pa bomo rekli, da smo šli na ekspedicijo popodne. Ja, na ekspedicijo. Ja, to bo dalvaj. Sponsored by. Ja, točno to. Sponzorjamo najdel, pa je sam, ker ramo. Najviš nekole. Hribčak sred Fužinka je. Boki to vse ve, veš, kaj ti tiste našitke gor dajo, pa to Slovenija. Jaz mislim, da najbolj lepska je bila una zastavca Kočevska, tiste pač. Pa mislim, prosim, te lepo, ko sem šla na Polar Bear Watch, je tole visel, veš, kaj jaz sem bila kao Polar, mislim, Bear Diplomacy, ne, mislim, mi znamo od medvedi, ne, čeprav niče na meni. To je tako, ka vsi, ki lažejo na življenjepisu, da znajo Word pa Excel. Nataša Briški, The Bear Whisperer.
Ful, hvala za vabilo. No. Ja. Nataša, zdaj, ker nisi več novinarka, kje te ljudje lahko najdejo na internetu? DC43, če kar pametinalista.si. Tam sem doma. Boki, kje si pa ti na internetu? Vero sem skenslil, tako da... To je to, si obupo. Bog je nahbar na tistem, kar velja, kaj je Twitter pa Instagram. To je to. Res je. Pižanc? Pižama na Twitterju, Boštjan Gorenc Pižama na Facebooku in pa Stric Bedanc na Instagramu. Ok, jaz sem posotan ZT, Pižama, admin, povej pa rečemo adijo. Najdete nas na naših filialah na družabnih omrežjih aparatus.si, smo na Facebooku, tam najdete tudi spletno stran z zelo lepim in kratkim imenom Aparatus Legitimna FB skupina. Smo tudi na Twitterjih aparatus_si in tudi na podrobnosti _si, račun, za katerega zadnje dni precej leno skrbi naš sužen strokovnjak, ki mislim, da ga bomo zakazali, bomo dali malo roke v skrinjo, tako da do drugega členka nekje tam ne zakaza, pa da se pol matre s tipkanjem. Min grede, skrinja. Vemo, koliko je skrinja hladna? 7, 12, nekaj tasga. Mislim, da imaš več nastavitev, ampak tam, da imaš 6 pa 12. To, nizki minusi so to. Zate nič. To je kratek rokav. Pa še pihane, veš. Smo tudi seveda na aparatus.si in pa seveda podpri.si. Najlepša hvala. Spet sem ti v letu, sorry, mogo sem. Res, kako naj genij dela ne morem. Adijo, hvala Nataša, čau. Čau.